Dober dan, en čudovit kolesarski pozdrav. Gledalec Matej je prejšnjič vprašal, kakšne bi bile lahko kakšne vaje doma, da bi v dežju ohranjal kolesarsko kondicijo brez investicije v kakšne drage trenažerje. Ker pa ni problem samo dež, bom povedal čisto na splošno nekaj o tem, kako ohranjati kolesarsko kondicijo čez celo zimo. Kakor lahko vidite, imamo tako oblačno in megleno vreme, napoved pa kaže, da bo cel dan približno 9 stopinj Celzija. Obenem bi se samo še na hitro zahvalil vsem novim naročnikom in pa tistim, ki ste mi dajali korajžo v prejšnjem videu in spodbudo za naprej. Če ima kdo od vas pa kakšno vprašanje, lahko napiše dol od spodaj v komentarje, pa bom jaz poskušal to odgovoriti. Jaz danes nisem zbral kakšne specifične proge, grem po takih cestah, ki vidim, da so najbolj suhe. Na koncu bom pa od spodaj v opis videa dal tudi link do Strave, kje vse sem bil. Ok, prva stvar, na katero jaz pomislim, kadar je slabo vreme, kar se največkrat zgodi lih po zimi, je počitek. Če redno kolesarite in se rekreirate, ni popolnoma nič narobe, če si vzamete kakšen dan fraj, da se spočijete. Konec koncev vaše telo to rabi, še posebej iz leti, ko postajate starejši, še toliko bolj. Govorim seveda o aktivnem počitku, ne o kakšnem lenarjenju na kavču. Aktivni počitek, ki ga spremljajo kakšne vaje ali pa druga rekreacija, o čemer bom govoril malo kasneje. Poleg tega je pametno počitek kombinirati tudi z zdravo prehrano. Dajmo malo paziti, kaj pojemo, ker v času, ko vadiš manj, se telo lahko še hitreje zanemari, če vase vnašaš prevelike količine ali pa če vnašaš kakšen junk food. Poleg tega pa vpeljava zdrave prehrane v januarju itak sovpade z raznimi novoletnimi obljubami, tako da je to dosti lažje izpeljati. V kombinaciji s počitkom se splača razmišljati tudi o servisiranju kolesa. Takrat, ko je slabo vreme, je čas, da koslo pustite tam in da vam ga poštimajo. Jaz sem ga imel na servisu lih 2 dni nazaj, ko so mi zamenjali zadnjo gumo in pa zajlo od sprednjega menjalnika. In kadar pada dež, je tudi idealen čas, da greste malo po trgovinah in si nabavite kakšno novo kolesarsko opremo. Tako da slabo vreme ne smemo imati za slabo. Takrat je tudi prilika, da marsikaj naredimo zase in za svojo opremo. Kar se tiče vzdrževanja kolesarske kondicije, bi jaz vseeno na prvo mesto postavil na svet, pejte vseeno na kolo. Najdite varianto, da greste ven in zavrtite pedala. Britanski profesionalni kolesar Mark Cavendish je rekel, naj sije sonce ali pada dež ali karkoli, kadar sem na kolesu, sem najsrečnejši človek na svetu. Dejstvo je, da bo kolesarjenje po zimi in v slabem vremenu najbolj preizkušalo vašo moč, voljo, vztrajnost in drznost. Pri udobju mislim predvsem na to, da vas bo zeblo in močilo. Zimske opreme je tudi količinsko več, tako da se rado zgodi, da vas kaj zažuli. Pri varnosti pa imam v mislih predvsem to, da je cesta spolzka, da je vidljivost slabša, da je lahko promet bolj kaotičen. V notranjosti Slovenije, kjer imate še sneg, je situacija še toliko slabša. Ceste so lahko polne brozge, lahko vozite samo po kolesnicah, ki so jih naredili avtomobili. Tam, kjer bi se kolesar počutil varno, so pa kupi snega. Če zapeljemo na kakšne bolj stranske poti, se pa rado zgodi to, da so na tistih mestih, kjer nanje vozijo traktorji ali pa kakšni kamioni, precej blatne. Jaz sem ugotovil, da je popolnoma dovolj, če vplivate samo na enega od teh dveh razlogov. Na udobje se da zelo hitro vplivati z uporabo dobre opreme. Jaz sem leta ugotavljal, kako se obleči, da mi na kolesu ne bo prevroče ali pa da mi ne bo premrzlo. Ko to enkrat človek pogrunta, je super občutek. Zelo pogosta začetniška napaka je ravno ta, da se oblečete preveč. Večino kolesarjev potem na koncu preseneti, koliko malo oblačil je potrebnih, da se na kolesu počutiš toplo in udobno. Dokler tega ne pogruntate, skrajšajte svoje vožnje. Pejte ven za pol ure, 1 uro, v tistem času vas ne bo tako hudo zazeblo, da ne bi mogli preživeti. Poglejte, kako so tukaj lepo uredili jaslice ali karkoli je tukaj. Doma dejte oblačila na radiator,
Dokaj hitro se morate obleči, zato da vas ne bo zakuhalo in zašvicalo še prej, ko stopite ven, in potem naredite en kolesarski krog. To govorim iz lastnih izkušenj. Včasih se mi je zgodilo, ko še nisem vedel, kako se dobro obleči, da sem se kar odpravil na kakšno 100 po zimi, potem me je pa 3 ure zeblo, da sem mislil, da ne bom prišel domov. No, na svojo varnost pa lahko najbolj vplivate tako, da se umaknete z tistih cest, ki so najbolj grozne. Kar vprašajte kakšnega, ko je šel z gorskim kolesom po zimi, po kakšnem kolovozu, kjer ni bilo žive duše. Vsak vam bo rekel, super, super je bilo. Zato, ker tistega doživetja, ko boste nekje sami med zasneženimi polji, vam ne more vzeti nihče. In vam povem, v slabem vremenu se splača izkoristiti tudi kakšno drugo neobljudeno pot ali pa celo kolesarsko stezo. In lahko se zgodi, da boste na njej popolnoma sami in da vam bo nenormalno fajn. Vseeno pa bodite previdni, izogibajte se kakšnim ostrim spustom, kakšnim vlažnim, spolzkim cestam. Zima je čas za kolesarjenje na izi, lepo v coni 2, za nabiranje baze, za ohranjanje kondicije. Če res prav nimate dobrih pogojev, dajte kolo v avto, pripeljte se v Novo Gorico. Razmišljam, da bi prav posnel video o tem, kdaj prist, kje parkirati in kaj narediti, da bom šel z vami za družbo ali pa za vodiča. Dajte mi od spodaj kak signal, če vas to sploh zanima. Za lani vem, da so vsaj 3 ekipe izkoristile to, za letošnji januar imam pa že 2 ekipi napovedani, da pridejo. Tako da kar korajžno. Ok, prej pa, ko pridem na tiste domače vadbe, bom pa povedal samo še nekaj malega o trenažerjih. Po zimi vidim, da kar precej kolesarjev ostane doma in koristi svoj trenažer. V glavnem imate tiste pametne trenažerje, kar vidim po objavah na Stravi. Če na hitro pogledate po spletnih trgovinah, boste videli, da imate trenažerje v razponu od 200 do 1200 evrov. Ker ima vsak človek svoj občutek o tem, kaj je poceni, se morate popolnoma sami odločiti, v katerem rangu ste vi. Ampak jaz bom rekel to, malo denarja, malo muzike, če boste kupili slabo opremo, verjetno ne boste zadovoljni. Tisti trenažerji za najmanj denarja gotovo ne bodo pametni, na njih boste samo vrteli pedala in če se vam gre samo za to, lahko vrtite pedala tudi na kakšnem starem sobnem kolesu ali pa na Orbitreku. V več detajlov se jaz ne bi spuščal, saj sem nedolgo nazaj že posnel video o trenažerjih. Če pa nimate doma popolnoma nobene take opreme, potem vam preostanejo različne vaje, zato da boste ohranili kondicijo vašega telesa tudi čez zimo. Zelo priporočljive so vaje za trup, zato ker je na kolesu zelo pomembno, da imate močno jedro. To lahko delate kakšne trebušnjake, sklece, plank, karkoli vam pade na pamet, da ojačate svoj trup. Pametno je delati tudi kakšne vaje za moč, se pravi poleg sklec še kakšne počepe, dvige trupa in kakršne koli druge vaje s pomočjo uteži. Za ohranjanje kondicije pa lahko naredite čudeže doma že z navadno kolebnico. S poskoki zelo hitro dvignete srčni utrip, fajn se preznojite, zraven delajo tudi roke oziroma praktično celo telo. Pa še kombinirate lahko različne poskoke, da ni vse skupaj preveč monotono. Vadba doma naj bo vsaj 3-krat na teden, po vsaj 30 minut. Da vam bo čas hitreje minil, si naštimajte kakšno muziko ali pa YouTube, kjer konec koncev najdete tudi 100 drugih idej, kako lahko vadite doma praktično brez vsakih pripomočkov. Če so vam vaje doma preveč suhoparne in duhamorne, jih pa obvezno kombinirajte še s kakšnim pohodništvom ali pa tekom. Namreč pri gibanju zunaj brez kolesa ima slabo vreme bistveno manjši vpliv na naše telo in na naše udobje in na našo varnost. Če se boste dobro oblekli in imeli s sabo še kakšno lučko, se lahko na tek ali pa na hojo odpravite tudi v temi, kar pomeni, da boste svoj dan lahko še bolje izkoristili. Če pa imate voljo in denar za kakšen fitness, potem pa itak vse to odpade, greste tja, odpre se vam ogromno nekih možnosti za vodene vadbe, za spinning, za delo z utežmi. V glavnem, poglavje zase, kdor lahko ne izkoristi.
Jaz pa bom ob tej priliki izkoristil samo še to, da se vam zahvalim za vso podporo. Vsi novi naročniki vedno dobrodošli. Kdor ne všečka videa, ni Slovenc. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.